Evo. Pozdravljeni v 6. podcastu o intimi. Intimo ponavadi povezujemo s partnerstvom ali pa s spolnostjo, ampak v prejšnjem podcastu smo slišali, da je intima tudi odnos med mamo in dojenčkom oziroma med staršem in otrokom. Danes pa nadaljujemo to temo, in sicer, kaj se zgodi v partnerstvu, ko se enkrat pridruži otrok v to partnerstvo, ko to partnerstvo dejansko postane družina. Vemo, da se nekaj spremeni, da je manj spanja, da je kar naenkrat več zahtev, da je tam eno bitje, ki je v polnosti odvisno od nas, ki smo ob njem, in da so to pravzaprav ene spremembe, ki se jih moramo na njih dejansko prilagoditi, navaditi. Ne vem še, kaj vse to zahteva od mladih parov oziroma od mladih oseb, ki se prvič spustijo v to odločitev. Nam bo pa več o tem razložila danes moja gostja, in sicer doktorica znanosti in specialistka zakonske in družinske terapije Saša Poljak-Lukek. Saša je tudi predavateljica na Ljubljanski univerzi, avtorica knjige Ko odnosi postanejo družina. Je tudi moja supervizorka in pa urednica portala začniznova.si, kjer lahko pustite tudi kakšno svojo zaobljubo. To se mi zdi zelo zanimivo narejeno, no, pa mogoče pozdravljena, Saša, ja, dam kar vam besedo. Hvala za vse te besede, pa mogoče res na začetku en tak poziv, z enim takim klikom se lahko odločimo, da bomo ene stvari naredili drugače, pa mogoče tudi to vpletava v tole najino temo danes. In da je zmeri čas, da začnemo znova, da naredimo neko stvar drugače, to se mi zdi tako super ime, no? Super ta domena, začniznova.si, da dejansko že samo ime poziva k temu, zmeri je čas za spremembe, odloči se, naredi, napiš nekaj, se pa življenje nas kar samo pripelje v to drugo smer, ko se enkrat odločimo. Saša, da ne govorim jaz preveč, prvo vprašanje, ki je za vse goste isto, kaj je intima? Ampak odgovor je pa seveda čist vaš, iz vašega sveta, iz vaših izkušenj. Ja, intima. Jaz intimo vidim tako kot eno bistvo odnosa, katerega se pa niti ne zavedamo, To je tako kot zrak, če ga ni, hlastamo po njemu, ko pa je, nam je pa v bistvu samoumevno oziroma nam je udobno, gremo lahko iz dneva v dan. In jaz na tak način razumem tudi intimo kot neko bistveno povezanost, ki jo ljudje potrebujemo, tako kot si na začetku začela, že čisto na začetku razvoja, mi potrebujemo en intimen odnos, ki ga nudi mama otroku, zato da otrok lahko razvija čisto osnovne funkcije, ki jih potem potrebuje za svoje življenje. In seveda, ker pa intimo največkrat povezujemo s partnerskimi in z odraslimi odnosi, tam se mi pa zdi, da je intima sestavljena iz večjih nekih občutkov, ki jih gojimo ob drugi osebi, Prvo je seveda to, da moramo prenašati fizično bližino drugega, brez tega intime ni. In potem, da smo v tem prostoru, se pravi, ko smo si blizu, ko smo skupaj z nekom, da smo sposobni biti ranljivi, da smo sposobni v tem prostoru govoriti o sebi, se razkrivati, da smo sposobni v tej bližini izražati tudi svojo stisko in tudi svoje veselje, da ne bomo zdaj tako terapevtsko, ker vedno samo kaj vse moramo razrešiti, Bistvo intime je tudi, da znamo deliti lepe trenutke, da znamo ustvarjati lepe trenutke, da znamo dati priložnost za to, da se povežemo. In pa bistvo intime je tudi pogovor, se pravi, da se znamo pogovarjati, da razvijamo zanimanje za osebo, s katero si želimo biti blizu, in pa predvsem, da imamo tudi v sebi občutek, da smo vredni tega zanimanja, To je pa še ta druga plat intime, ne samo, da jo prejemamo, moramo jo biti sposobni tudi dati. Tako nekako jaz doživljam intimo. Ja, super, to mi je toliko všeč, ko ste rekla, da
da v bistvu se ne zavedamo, dokler jo ni, kar nekaj v bistvu samoumevnega, no, ki pa ni, pa začnemo potem hrepeneti. Šele takrat se dejansko začnemo zavedati, koliko to rabimo. Prej je pa kar tudi pogovor dejansko, se nam zdi nekaj samoumevnega, ki pa enkrat nekoga ni, in pa kar neka praznina nastane. Kaj pa zdaj? Takrat pa začnemo razmišljati. Ja, kako bi pa rekla, Saša, da vpliva ta zdaj rojstvo novega otroka ali pa ta nov član, ki pride v družino, kako on vpliva na eno partnersko intimo, na vse te pogovore, na to ranljivost? Ja, jaz tukaj ne bom terapevtska, pa ne bom rekla, da po rojstvu otroka je intima zelo okrnjena in jo je težko vzpostaviti, ampak bom raje malo obrnila zgodbo okrog in bom rekla, da v bistvu rojstvo otroka da eno tako neizjemno možnost neke intime. Ker če kje spoznamo svojega partnerja, je, ko ga vidimo v vlogi starša. Če kje spoznate vi svojega moškega še na drugačen način, je to, ko postane oče. In jaz mislim, da če si svoje izkušnje govorim, rojstvo otroka, sam ta dogodek, stik očesni, ki ga imaš s svojim partnerjem ob tem trenutku, to je najbolj pristna intima, kar jo lahko doživiš. Tako da velikokrat rečemo, ja, intima z rojstvom otroka se vse neha, seveda je zaradi vsega, kar je bilo rečeno, spanja in zaradi to, ker je tam eno bitje, za katerega je treba skrbeti in je treba vso pozornost preusmeriti na njega, je seveda načine, kako smo prej dosegali intim, zdaj ne delujejo več. Nimamo več časa se pogovarjati, nimamo več časa usede pojesti obrok, nekaj časa, nimamo niti časa iti na sprehod, ni tega časa in zato moramo intimo začeti graditi v drugih trenutkih. In to so te trenutki, o katerih jaz govorim. Se pravi, da lahko v tistih najbolj lepih trenutkih, kot je na primer naj bi bilo rojstvo, ali pa ko se otrok prvič nasmehne, ali pa ko pogleda, ko spregovori prvo besedo, se pravi, da imamo tam partnerja, s katerim lahko to delimo v teh veselih in da tudi, ko nam je težko, ko smo v stiski, ko smo neprespani, ko nas otrok pripelje do čustev in občutkov in reakcij, katere niti sami pri sebi nismo vajeni, da lahko v ta prostor spustimo tudi partnerja. In tam se mi zdi, da je ena taka res možnost, da se intima zgradi na enih čisto novih temeljih. Seveda je težko, če prej ni bilo tega, bomo verjetno potem tudi o tem govorile, kako pride do tega, ampak vsekakor, da se ne ustrašimo, zdaj pa otrok pride in je vsega konec, ni res. Otrok da res eno tako neizmerno možnost svojo ranljivost doživljati na drugačen način, jo pokazati na drugačen način in kot sem že rekla, ranljivost je ena osnova intime, da smo jo sposobni pokazati in da smo sposobni ranljivost drugega prenesti in dati nek odziv na to. Ja, dejansko ratajo pomembni tisti res trenutki, ko se s partnerjem pol spogledaš in oba dva delita neko podobno čustveno stanje, neko veselje, nek napor ali karkoli že pač tam v tistem trenutku je. Ja, povezanost se gradi na drugačnih, ne več na teh skupnih doživetjih, ker jih je potem so trije, in vsa ta skupna doživetja so zdaj podrejena enemu neobogljenemu bitju, ni neskončnih večerij, ni potovanj, v redu, vse se da tudi z otrokom, ampak vseeno je na drugačen način, je treba prilagoditi, in zato je pač treba te posebne trenutke iskati tudi v drugih stvareh. Se pravi, se moramo na to spremembo dejansko pripraviti, da ne moramo kar pričakovati, da bo po rojstvu otroka še vse isto in bomo imeli iste momente in iste večere, ampak dejansko moramo se tudi zavedati, čemu se odpovedujemo ali pa da moramo zdaj na drugačen način to razviti. Ja, jaz mislim, da je bistveno to, da moramo imeti občutek, ko otrok pride, da moramo imeti občutek partnerja v sebi zgrajen, da tudi če ni toliko pozornosti, tudi če ni toliko časa, ki si lahko namenimo drug drugemu, da je ta občutek neke povezanosti, da ga imamo v sebi.
In zato, ko sem prej že omenila, če prej ni neke intime, če prej ni nekih teh doživetij, ki povezujejo, če prej ni te občutek razumljenosti, občutek vse to, kar naj bi intima bila, potem je seveda še ob enem neobogljenem otroku to bistveno težje vzpostaviti. Če pa imamo že eno osnovo, na kateri lahko gradimo, mi vemo, da naš partner tudi takrat, ko smo v stiski, tudi takrat, ko smo ranljivi, je ob nas, poskuša ob nas držati. To so pa vse izkušnje, ki jih dobimo že pred otrokom. Saj mi vemo, kaj naredimo takrat, ko nam je težko. A lahko to zaupamo partnerju? Pod kakšnimi pogoji, kdaj, na kakšen način? In to so tiste stvari, ki pripravljajo na to, da tudi ko bomo ranljivi, ker bomo ob otroku ranljivi, ker otrok to prinese, ker je pač neko neobogljeno bitje, ki je v vsem odvisno od nas, in bo v nas tudi sprožil to, da bomo lahko v tej ranljivosti pa neobogljenosti lahko tudi vzpostavili stik s partnerjem, da bomo lahko konec koncev prosili za pomoč. Kaj se dogaja? Ženska vse hoče sama, potem je vsa razočarana, ker dela vse sama, v bistvu pa vse, kar tam manjka, je samo eno sodelovanje. Se pravi, a lahko sodelujeva, lahko prosiš za pomoč, a lahko poveš, kje se vključim, a lahko jaz nekaj poskusim. In če ni tega sodelovanja že prej, je to ob otroku potem lahko čustveno zelo naporno. Jaz nikoli ne rečem, da se nič ne da, pa da je vse, če nekaj. Ampak seveda je, ko imamo tam otroka, pa smo še malo neprespani, pa utrujeni, pa čustveno drugače odreagiramo na stvari, to potem bistveno težje, če neke te osnove ni. Tako da jaz bi rekla, to priprava na otroka je predvsem v grajenju neke iskrenosti in ranljivosti v odnosu. Če imamo mi izkušnjo, da smo lahko iskreni, neposredni, da lahko smo taki, kot smo, se bistvo intime je tudi, da poznamo sami sebe, da vemo, s čim stopamo v odnos, potem bo to ob otroku lažje, bomo lažje tudi z vsemi temi stvarmi, ki jih doživljajo, še vedno ohranjali stik s partnerjem, bomo še vedno vredni njegove ljubezni, bomo še vedno vredni njegove bližine in bomo še vedno pričakovali, da nam bo pomagal. Če pa te iskrenosti in ranljivosti že prej v odnosu ni bilo zaradi različnih okoliščin, potem bo pa seveda otrok to samo še bolj vzbudil. Zdaj tam se potem lahko zelo oddaljijo partnerji za nekaj časa, lahko nastane neko trajno razočaranje v odnosu, čez katerega je pa potem zelo težko iti. Ja, to se mi zdi tukaj dobro, da dejansko smo tudi mi odgovorni za to, da smo ranljivi, da smo tudi mi odgovorni za to, da gradimo to intimo, da ni to kar nekaj, kar nam pripada ali pa nekaj, kar sam začnemo na neki točki pogrešati, ampak da moramo tudi mi vedeti, s čim mi vstopamo, kaj mi dejansko tam rabimo, potrebujemo, želimo, čutimo, vnašamo tudi to intimo, s čim tudi mi pridemo k drugemu človeku. In to se mi zdi, da se prav res premalokrat omeni, prav ta odgovornost naša, kako mi res vstopimo v odnos. In to sem vam zelo hvaležna, Saša, da ste tudi na predavanjih in da večkrat omenila in da govorite o tej odgovornosti, kako priti v en odnos. In tukaj pa lahko poveževa začni znova. V vsakem odnosu je treba začeti znova, ko ti je težko, kaj lahko 1000-krat ponovimo iste stvari in čakamo na drugačen rezultat, kar je največji absurd, ali pa začnemo znova. Se pravi, si rečemo, v stiski, kaj lahko naredim drugače, na kakšen način lahko pristopim na drugačen način do ljudi, ki mi veliko pomenijo. In to je, sliši se enostavno, ampak to je najtežje. Če imamo mi v sebi vzorec, da ko nam je težko, je najboljše, da nas vsi pustijo pri miru, potem bomo zelo težko, ko nam je težko, šli nekam in rekli, v stiski sem, a me lahko poslušaš, a lahko mi daš še nasvet, a mi lahko daš eno podporo. Tle ne vem, koliko se tudi začnejo prav te kregi, ker se velikrat po rojstvu otroka reče moški, da je itak odveč, da je brez veze, da on sploh zdaj tam kaj, je še doma, da ženska je itak zdaj sam z otrokom in se kar nekako se mi zdi začne umikati. Verjetno zdaj ne vsi moški, ampak
Velikokrat pa je slišati to, da je moški tam po rojstvu kar odveč, kar ne ve, kako se vključiti. Ja, in tukaj je bistvena ta povezanost, ali imamo v sebi zgrajeno to, kot sem rekla, to podobo partnerja, da tudi če ni toliko pozornosti, sem še vedno pomemben. In tukaj prvo je seveda naloga mame, da počasi spušča, da vključuje, da iščeta načine, kako lahko sodelujeta pri skrbi za otroka. In drugo je, če pa gledamo z druge strani, ali ima moški v sebi toliko izdelano podobo, da reče, da je pomemben, tudi če ni pozornosti, je pomemben. In na tak način se potem lahko vključi. Ampak ta pomembnost pride iz izkušenj, ki jih imamo v odnosu. In če smo majčkeno terapevtski, ne samo v tem partnerskem odnosu, v izkušnje, ki jih nasploh prinesemo v odnose. In tukaj je ta ranljivost. A si upamo to malo pogledati, a si upamo to mogoče malo podvomiti, da imamo čisto vsem vedno prav, ali upamo prositi za pomoč, ali za razlago, ali za napotek, ali za karkoli. Dejansko tle tudi spet odgovornost staršev, da zaupajo vase, da zaupajo to, kar oni so, kar bodo doprinesli to in partnerstvo in starševstvo, oboje. Ker verjetno, če na drugi strani, če je tam en moški v smislu zdaj užaljen, da je ta pozornost ni več na njemu, je to res nekaj, kar, ne vem, verjetno pa ženska upravičeno kdaj reče, da ima zdaj 2 otroka, ne enega. Pa ne želim biti nespoštljiva, ampak dejansko so to ene take ključne situacije, kjer se morajo starši tudi zavedati sebe, pa teh res preteklih ran, celo svojega otroštva, se velikokrat te vloge pol tudi srečajo. Ja. Jaz bi še to dodala, da vseeno malo v zagovor moškim, ker so vseeno dve ženski, tudi moški občutki zapostavljenosti so upravičeni. Seveda, zdaj prej je bil center nekje drugje, zdaj se je pač pozornost se prenese nekam drugam. Bistveno je, kaj s tem občutkom naredimo. Ali se vržemo stran, in se rečemo, res sem nepomemben, bo ona to že vse sama naredila, ali lahko z neke svoje drže se vključimo, in se rečemo, ne, jaz sem pomemben, kljub temu, da gremo lahko nek drugačen odziv na te občutke. Ker dejansko mlada mamica pa nujno rabi tega partnerja ob sebi. In se mi zdi, da tam, kjer se moški dejansko pol kar strinjajo s tem, da so oni odveč, da pol začne rasti neka jeza med njima in se začne še pol to na področju spolnosti celo obračunavati. Zdaj pa, dokler me ne boš razumel, pa sploh tudi ne boš dobil, kar želiš, ali pa ne vem, še tako kakšne res tako ene ekstremne situacije pol pridejo, pa v resnici se sam toliko pogrešata, pa rabite toliko neke ranljivosti spet začutiti eno ob drugem. Ja. Pogrešanje, ki ga ženska doživi v tem obdobju z majhnim otrokom, se najhuje zapiše v njen spomin. In mogoče čisto iz terapevtske prakse sem imela veliko primerov, ko smo prišli prav do tega, takrat te ni bilo. Ko sem bila jaz z majhnim otrokom, te ni bilo. Ob rojstvu nisi prišel, ker si bil nekje drugje. Lahko so bili čisto upravičeni razlogi. Ampak to je taka rana, zato ker se zgodi v ranljivem obdobju. Naši možgani so takrat ranljivi, zato ker so hormonsko naše telo deluje drugače, ko o ženskem telesu govorim, ko gre čez porod v tistih prvih dneh po porodu, to drugače telo dojema. In če v tistih ključnih trenutkih, tako kot se lahko zgradi intima, kot sem rekla, tam ob rojstvu, pogled, ki ga nikoli ne pozabiš, in ki daje eno bistvo ene povezanosti, tako zaboli in ostane tudi, če tega ni. In velikokrat so take rane, ki nastanejo v partnerskem odnosu ravno iz tega obdobja. In potem čez leta, ko se samo na to rano natrosa še sol in se vedno bolj odpira, velikokrat pridemo ravno do tega. Takrat se je začelo. Pa rečemo, otrok je kriv. Ni otrok kriv. Kriva je se pravi, ta nesposobnost biti ranljiv drug ob drugem, nesposobnost se vključiti, nesposobnost enega sodelovanja. To je tisto. Ne najdete odgovor na ranljivost, ki jo doživljaš v partnerskem odnosu.
Mislim, tako, ko to poslušam, zdaj se mi zdi res, da bi mogla biti ta intima prav predmet v šoli, ker dejansko se rodimo v največjo intimo in celo življenje gradimo na tej intimi in rodimo spet novo življenje v to intimo. Ampak tako malo se pogovarjamo o tem, kada je to res nek tabu ali pa še ta prave definicije, ne vem, če imamo za intimo. Tako, zato mi je tudi tako zanimivo slišati različna mnenja pa različne izkušnje, ker vsak iz enega svojega vidika pove, kaj je za njih intima ali pa za vas intima. Tako, me kar jezi včasih, da so to tako bistvene stvari, pa toliko malo vemo o tem. Ampak evo, Eva, že vaši podcasti bojo pripomogli k tem, da so začele znova, Saša. Ja, začenjamo znova, ne obupamo, to je tudi odnos in intima. Veste, prideš nazaj, karkoli se zgodi, pa še tokrat obupaš, ampak naše človeško bistvo nam ne da miru. Mi bomo iskali odnos intimo do konca. Res, da lahko na zelo različne načine, ampak tukaj pa nas telo ne izda nikoli. Ja. Saša, mogoče bi še nekaj rekla tudi o tem, ko se začne pol, ko dejansko je otrok že toliko velik, da se ga da nekam v varstvo, da se ga mogoče za kakšno uro, ki lahko pusti pri kakšni babici. Koliko je tudi takrat pomembno, da začneta s partnerjem tudi dejansko iskati nazaj ta stik kot partnerja, ne sam kot starša, ali pa ne sam deliti to intimo ob otroku v smislu nekega veselja, ki se nama je nasmejal, ki je uspel otrok nekaj doseči, ampak tudi nazaj čist na partnerstvo, kot moški pa ženska. Tukaj bom pa res iz osebnih izkušenj. Se mi zdi, da morajo biti moški veliko bolj potrpežljivi kot ženska. Moški to vseeno načeloma lahko hitreje naredi kot ta preklop. Se pravi, da gradi intimo tudi na drugih stvarih. Za žensko je bistveno pomembno, bomo že šle tja, če bomo lahko gradili intimo tudi ob otroku. Brez tega, da se srečaš ob teh ranljivih stvareh ob otroku, zlasti v prvem letu, je pa zelo težko, si reči, ok, zdaj bova prišla na večerjo, pa ne bova o otrocih se pogovarjala, se vsi gremo s takim namenom na večerjo, pa ne vem, če komu uspe, celo vse hode večerje preživeti brez tega, se vsaj malo vrneš tja. Vedno lažje je, vedno hitreje gre, ampak en bistven del intime se v družini gradi tudi v odnosu do otroka. In je to prepleteno. In tukaj bi jaz mogoče polagala na moške poslušalce, da so samo malo bolj potrpežljivi. Saj pridemo tja, malo več časa rabimo. Včasih je tudi, včasih preveč, tudi to bi rada rekla, se ženske imamo tako fajn zavetje v otrocih lahko, kar seveda, spet tema za eno drugo predavanje, potrebujemo tudi veliko spodbude, ampak v temelju pa si tudi ženska to želi, ker včasih je tako videti, da tebi je otrok dovolj, zdaj pa je, ni spolnosti, ni tega, ni tistega, in ti si s tem zadovoljna. V bistvu ne, ker žensko izpolnjujejo tudi stvari, ki jih dobi samo od partnerja. Zdaj pride do tja, pa če si še malo ranjen, pa razočaran, je pa včasih zelo težko. Tako da ja, seveda, treba si ustvarjati skupne trenutke, ki niso vezani samo na otroke, ampak je pa tam potrebno kar malo potrpljenja, da do tega prideš. Pomaga verjetno tudi, da res, da partner to razume, ne da je zdaj v smislu še jezen, končno imava 1 uro zase, zdaj pa govoriš o otroku, da je že nekaj, ampak da tudi dopusti ta prostor, pa da razume, da je še zmeraj ta ženska zdaj mama in da se ne da to kar res izklopiti. Ja, saj da ne bova tako stereotipna, lahko je tudi obratno. Ja, no. Tudi veliko na isti način rabijo nekaj časa, da lahko potem gradijo tudi na nečem drugem. Ampak seveda, eno razumevanje, zanimanje, zdaj, če se bo partner zanimal, zakaj je to, bo potem ta potreba potem uplahnila počasi, ko bomo rekli, ok, to smo razrešili, gremo lahko naprej. Če pa zanimanja ni, potem bo pa ta tema skozi prišla, ker
ne bo naslovljena, ne bomo se uspeli o njej pogovoriti in potem tudi, če ne bi hoteli, vedno znova se zatekamo tja, ne. Težko si sproščena, ne? Če imaš res tako nekje v ozadju skozi nek alarm, ne? Ja, seveda, pa če imaš skozi, še tole, a ne. Težko greš od tega naprej. Saša, evo, midva sva prišli čez vprašanja, oziroma še zadnje je, čist neka popotnica za mlade starše, za mogoče celo za pare, ki se odločajo za starševstvo. Evo, eno tako zaključno misel. Ja, jaz bi še enkrat poudarila tisto, kar sem rekla na začetku, a ne, prihod otroka ni konec intime, ampak je res priložnost, da se dogradi intima na čisto novih vsebinah. Zdaj pot do tja, kaj bi jaz, a ne, sebi rekla, preden sem imela otroke, a ne, veliko se pogovarjajte, vedno znova ustvarjajte priložnosti, da ste lahko skupaj na en nov način. To se mi zdi bistveno za partnerski odnos, a ne, in bistveno več tega časa je, ko še ni skrbi za otroka. Se pravi, iščeš načine, na kakšen način sva lahko še skupaj, na nek nov način, ki je nov za oba, ker to bo dalo tisto edinstvenost odnosa, a ne. Ker če greste vi s svojim partnerjem prvič potovati čez ocean, bo on vedno prvi, s katerim ste vi šli tja, in bo to ena edinstvena izkušnja, ki vaju bo povezovala. Če sta še malo nesigurna pa ranljiva in boste šli skupaj, ne, se pravi, vaju je strah tega koraka in ga boste skupaj naredila, to je tisto, kar bo dalo povezanost pa intimo, pa potem tudi to, a ne, kar rabimo potem, ko pride otrok. Se pravi, ustvarjati priložnosti za to, da smo res skupaj. Da partnerja tudi spoznamo. Skupaj na nove načine. Da ga spoznamo tudi v eni luči, ki ni pripravljen, ki ni mogoče rutinsko ali pa nekaj, kar ga poznamo iz vsakodnevnega življenja, ampak da ga spoznavamo res tudi tako v enih ranljivih trenutkih, v nekih trenutkih, na katere ni vnaprej pripravljena, ne. Tako, ja, nekaj, kar ne predvidevamo naprej, a ne. En tak lep rek je, a ne, vsak dan, ko naredimo nekaj na novo, je izgubljen, a ne. In isto tudi v partnerskem odnosu, ne. Vsako leto, ko v partnerskem odnosu ne doživimo nekaj edinstvenega, je izgubljen, a ne. In da pa to doživimo, moramo pa ustvariti priložnost. Tule pa spet odgovornost, ki jo imata oba partnerja, ne. Se pravi, dajati pobude, iskati načine, tudi potem, ko pride otrok, a ne, iskati načine, kako si lahko skupaj, a ne. Čeprav je mogoče težko, pa si utrujen, pa bi šel raje spat, ne, lahko vseeno zvečer, a ne, ne vem, ob neki dobrem prigrizku preživiš še ene kvalitetne pol ure, a ne. In še to bi poudarila, ne, kaj je bistveno, ne, ko nam je težko, ko smo v stiski, iskati načine, kako lahko drugi nam pri tem pomagajo, ne rabimo biti vedno sami, a ne. V intimi nismo sami, a ne. Tako da, tam se mi zdi, da je ključen ta preizkus, a ne, ko nam je težko, kaj naredimo, in da se takrat res, da se zavemo, težko mi je, kaj lahko naredim drugače, a ne. Ker s tem damo tudi drugim priložnost, da nam pridejo blizu. Pa tudi, če mi doživimo nekaj prijetnega v odnosu, kjerkoli odnosu že, verjetno tudi lažje pol damo naprej v ta odnos z otrokom. In ja, spet verjetno pol to, ne, če mama poskrbi zase, bo tudi za otroka to. To je ta rek, ja. In se to stalno učimo, a ne. Saj to ni nekaj, kar bi lahko rekli, zdaj pa to obvladamo in, a ne. To je pač nek stalen razvoj, ki ga imamo, in stalno moramo iskati načine, kako smo lahko bolj zadovoljni sami s sabo, a ne, in na kakšen način smo lahko s to podobo sami sebi v odnosu, a ne. Super, ja. Evo, jaz bom še eno blazino sem dolžna od prejšnjič, tako da jaz imam tulele spet tole vrečko z vsemi imeni in podarim zdaj še to drugo blazino. Majda Prosen, evo, še tale listek. Tako da, Majda, dajte se javiti na ZS, na Facebook, dajte mi napisati sporočilo, pa da se zmeniva glede tele nagrade. Za vse ostale pa dajte še naprej kaj komentirati, dajte kaj
slediti, deliti, skratka, zmer se najdejo kakšne nagrade tudi za vse ostale. In za naslednjič podarjam jaz tudi mojo knjigo, tako da z veseljem, Eva, lahko naslednjič izžrebate iz vseh komentarjev in dobite mojo knjigo, Ko odnosi postanejo družina, in upam, da bo notri tudi kaj za tistega, ki jo dobi. Super, Saša, najlepša hvala. Evo, dajte še za tole knjigo. Super knjiga je, jaz jo priporočam, zelo se mi zdi življenjska, no, zelo gre čez vsa obdobja družine, tako da boste sigurno najdeli sebe v teh zapisih, pa si lahko tudi marsičem razširili obzorja, tako bom rekla. Bi pa mogoče, Saša, še potem vas pozvala, da date kakšno vprašanje ali pa neko iztočnico, kaj lahko komentirajo, kdo bo prišel naprej v žreb. A imate kakšno nagradno vprašanje? Evo. Nagradno vprašanje, kaj je edinstvenost v odnosu? Super, evo, da vidva, kdo je poslušal danes. Ja. In da vidimo, da se lahko še kaj novega naučimo, a ne? Ja, super, evo, hvala. Saša, jaz se vam res zahvaljujem, da ste se odzvala. Hvala za vaše znanje, za to v bistvu ne samo znanje, ampak da so to res ene izkušnje, ki se čuti, da so bile doživete ali pa da so verjetno še zdaj v procesu doživljanja in dograjevanja. In to je to, kar se mi zdi, da dela tudi nas vseeno ene dobre terapevte, da znamo vključiti ne samo teorijo, ampak tudi to svoje doživljanje v svoje delo. Hvala, Eva, tudi tebi za res prijeten klepet. Hitro je minila tale, jaz bi še kar klepetala. In srečno tudi naprej. Tudi vsem, še kdaj, Saša, tako se reče, še kdaj bova. Še kdaj. Z veseljem. Vse dobro in adijo. Adijo, srečno.